Dober dan vsem skupaj. Zunaj je deževno vreme, ampak upam, da bo pri nas sijalo sonce. Vsaj ob tako čudovitih gostih danes. Mislim, da drugega ne moremo pričakovati kot sonce. Kot je značilno za Mohorjevo družbo, pri nas izdajamo različne knjige, različnih literarnih zvrsti, različnih literarnih vrst za vse generacije. In tudi danes vam bomo najprej predstavili pesniško zbirko gospe Milanke Dragar, Presekane korenine. Nato bomo predstavili mladinsko literaturo, mladinski roman, strip in pa dve slikanici, kaj ne? Ja. Torej, zraven mene na levi je avtorica pesniške zbirke, gospa Milanka Dragar. Na koncu je urednica Celjske Mohorjeve družbe in tudi prevajalka Meta. Meta, predstavi se. Tako je, ja. Sem urednica pri Celjski Mohorjevi družbi. Malo preden so me zaposlili, sem pa prevedla ta roman in to je nekako še moj dolg, da ga predstavim ljudem. Predstavljam pa še mojega današnjega gosta, to je pa gospod Hojni Bančič, avtor tega prikupnega stripa Mali vitez, o katerem bova kasneje spregovorila. Kot že rečeno, najprej bomo predstavili pesniško zbirko Presekane korenine gospe Milanke Dragar. Gospa Milanka Dragar, povejte mi, kako to, da ste se odločili ustvarjati v slovenskem jeziku? Prihajate namreč izvorno iz Srbije, kjer ste se rodili, kjer ste hodili tudi v osnovno šolo, potem pa so vas okoliščine pripeljale v Slovenijo. Kakšna je bila ta vaša pot? Kako to, da ravno slovenski jezik potem kot jezik literature? Lepo pozdravljeni in hvala, da ste prišli in čas mi je, da bom z vami se vključila. Pa sem dala. Lepa, hvala. Čas mi je, da bom z vami tudi premišljevala o teh spominih in ugotovitvah v mojem življenju. Nisem prišla zaradi okoliščin, ampak sem prišla iz Srbije, ker druge nisem mogla upisati medicinsko fakulteto, ker so bili sprejemni izpiti, jaz sem pa morala delati, da bi nekaj prihraniti, zato sem prišla v Slovenijo študirati. Žal nisem končala medicine, ampak sem z ljubeznijo šla na filozofsko fakulteto. In slovenščina je čudovit jezik, posebej zato, ker ima nekaj, kar noben drugi evropski jezik nima, to je pa dvojina. In zato v tej knjigi, če bomo skupaj premišljevali o tem, vedno bomo najdli sogovornika in predvsem pa bi želela iz svojih izkušenj povedati, zakaj so presečene korenine. Ste vprašali, zakaj sem začela pisati. Slovenski jezik je tako lep in bogat, da res sem tukaj v Sloveniji in moj, ne vem, ali materinski ali materni jezik slovenščina, razen srpsko-hrvatskega jezika, tedanjega, zdaj pa sam srpski. Namreč Presekane korenine naslov je nastal na podlagi premišljevanja o dogodkih v Sloveniji, v Srbiji, o doživetih raznoterih ljudi, katere sem srečala v življenju, potem o lastnem življenju. Ker človek, ki želi iti naprej v svojem spoznanju, v svoji strokovnosti, gre iz domovine drugam, ker mu domovina ne nudi vse te pogoje in takrat preseka svoje korenine. Tudi marsikdo iz ljubezni gre iz svoje domovine in pač se odomači tam, ki je njegova ljubezen. Tudi športniki, književniki, vsi tisti, ki doma nimajo teh pogojev, za dodatno izobraževanje, za strokovnost, grejo drugam. In s tem so presekane korenine. To je upravičljivo in to je hotenje vsakega človeka. Toda človek, ki gre iz svoje domovine, prestopi prag svoje hiše, imel svoje domovine, da bi zavzel tujo domovino, tuji dom, tukaj pa ni nobenega upravičila.
Toda takšen človek, ki preseka svoje korenine, izda svojo domovino, najhujše je pa to, da s tem poniža svoje starše, dede, ki so se marsičemu odrekli, da bi rodovi imeli šolo, cesto in tako naprej. In pravzaprav v tej knjigi, v teh premišljevanjih se v glavnem tudi sprašujem, zakaj človek o vsem tem, kar ima, želi vzeti tuje. Takšen človek nikoli ne bo srečen. Vsaj iz teh mojih izkušenj, ki sem te ljudi srečevala, bodi se službeno ali pa pri raziskovanju za knjige. Takšen človek ne bo nikoli tam doma, če bo vedno tisti. Tam ni grobov njegovih dedkov in očeta, matere. In zato te presekane korenine poskušajo dokazati, da je človek dostojanstveno bitje in je vsak dolžan skrbeti za svoje dostojanstvo, za svoj ponos, za resnico. In zato so te besede zlite v verze in so tako skupaj, da je nastala knjiga. Samo knjiga bo takrat, ko bo bralec začel brati. In tedaj bralec in avtor sta v najbolj intimnem odnosu. In tukaj je slovenščina tiste, ki ima nekaj, kar drugi jeziki nimajo. Mi dva bereva, samo mi dva, avtor in bralec. In skupaj bova premišljevala o mnogih lepih dogodkih, o premišljevanju lepotah narave, na kakšni jasici mogoče, ali o bolečinah, o težavah, o izgubljenem članu družine. Skratka, avtor in bralec sta eno. To je tista dvojina, ki jo zelo rada imam, ker ponazarja intimen odnos pri branju. In samo ona dva sta tukaj. In zato avtor vedno kliče, vzami knjigo v roko, preberi, s tabo sem, ti boš z mano. Ne boš sam in jaz nisem sam. Zato, dragi prijatelji, pisane besede, res, bodite z mano, jaz bom z vami vedno, če boste brali. Lepa hvala, da ste tudi tu in res sem hvaležna. Bog povrni, čas mi je, da smo skupaj. In hvala vsem sodelavcem Bohorjeve družbe, ki je dovolila, da bo ta knjiga prišla tudi nagovorila bralcev v Sloveniji. 2002. leta je po Srbiji v Beogradu eno zelo znana založba, tudi izdano Presečeni koreni. Avtor je napisal zelo znan srbski književnik, pa ne samo Jugoslaviji tedanje, tudi izven meja. Posebej sem tukaj v tej zbirki hvaležna gospodu doktorju Alešu Maverju, ki je napisal uvodno besedo. Pa posebej me je ganilo, ko je v uvodni besedi omenil blaženega Lojzeta Grozdeta, ki ga občudujem, spoštujem in ga imam rada. Zato hvala gospodu, kljub temu, da ni tukaj. Gospod Dragan Nakličevič, ki je pa napisal Šukin uvodno besedo, Presečene korene, tudi v te presekane korenine, on je pa napisal iz svojih izkušenj, ki jih je prebral iz drugih knjig in je njegova uvodna beseda bolj sloni na duhovnosti, na tej veličini, da človek, ki veruje, da ni nikoli sam, da je res Božje dete, Božji otrok. To je pa veličina teh par vrstic, ki jih je potrdil meni in tudi vam, dragi bratci. Tako, drago mi je pa, da sem tukaj z gospodom, se bova še spoznala, umetnikom, z gospod, ki je tukaj. Skratka, posebej pa moram pohvaliti gospoda Jerneja. Tako prijazen je, ampak obljubil mi je, da mi bo dal svoje pesmi. Upam, da bo držal besedo, da bova skupaj brala. Lepa hvala še enkrat vsem, bodite mi zdravi in veliko vam želim dostojanstva, ponosa
in bodimo zvesti sebi in gledimo to lepo in nebojmo to lepo, lepo Slovenijo. Bog povrni za vse. Hvala. Ampak midva se še ne poslavljala. Namreč imava še nekaj besed za spregovoriti o tej pesniški zbirki in pa gospa vam bo prebrala 3 pesmi danes. Prvo pa eno vprašanje. Torej, ta pesniška zbirka se mi zdi zelo zanimiva, ker je hkrati razmišljajoča, po drugi strani pa zelo duhovna. Torej, imamo 2 protipola, na eni strani razum, na drugi strani vera. Dr. Mavr je napisal, da prvi cikel je izrazito razumski, medtem ko v zadnjem ciklu pride do izraza duhovnost, kar je v nasprotju s tem, kar se je dogajalo v zgodovini, ko je bilo najprej duhovno v ospredju in potem je prišel srednji vek in vemo, da je bil v ospredju razum in je duhovnost počasi začela plahneti, kolektivizem je šel stran. Pa me zanima, ali je prišlo pri vas do kakšnega upora tem spremembam ali je čisto naključno prišlo do takih pesmi? Upor je zelo težka beseda. Ne morem pripisati ne sebi, ne nobeni mori knjižni ustvarjalnosti, da bi bil upor, ampak je premišljevanje in bolj opomin ljudem, da res življenje je bogato in lepo, samo če se zavedamo, da nismo sami, da je Bog z nami. In zato o vseh teh izkušnjah, ki sem jih imela, bodisi v službah, bodisi v mojem življenju iz otroštva že, sem spoznala, da tam sem jaz doma v Sokopani, so bili otroci vojne sirote, brez materi, brez očeta. Celo nekateri niso vedeli, kje so rojeni. In takrat sem se spraševala, kaj mora biti v človeku in zakaj so ti moji sošolci brez mami in očeta. Po dolgih letih, tam okrog 80 srečala in celo pol je bil voznik na moj, ki sploh ne ve, kje je rojen. Sploh ne ve, ali so mu pač eno ime iz Bosne. In zato me ta spoznanja in tudi dvoličnost politikov, ki odločajo o naši usodi, zelo prizadela in sem to njihovo obnašanje, življenje, ustvarjalnost prepustila Božji besedi, zato sem ob branju Svetega pisma, ki je res vodilo življenja, poskušala, da to svoje prepričanje o duhovnosti, da vsak človek ima v sebi dobro, ima veselje in nekako moja malenkost naj bi vplivala, želim pa, ampak naj bi vplivala, da ljudje spoznajo, da je smisel življenja ustvarjati, ker človek, ko umre, za sabo pusti samo tisto, kar je drugemu dal. In zato nikoli ne bom odnehala zahvaljevati se Bogu, da sem tukaj danes z vami, da sem povsod, da rada imam naravo in zato ljudje v svojih razmišljanjih in prošnjah poglejte, kako je lepo iti v naravo. Pustite za sabo, ne zameriti, ker to nikamor ne gre, ker ena zamera rodi drugo, eno maščevanje rodi naslednje, tako da to nikako ne sodi v človeka, ki je najbolj dovršeno bitje na svetu, na tem planetu. In zato se prepletata razumnost, ki pač moram biti razumni, ker pravijo, leta človeka naredijo modrega ali pa starega. Pa ne vem, kaj bom jaz naprej zbrala, ne? Zato, spoštovani, dragi gospodjani, hvala za vaše globoko premišljevanje v tej zbirki, to mi je posebna čast in tukaj sem vam. Super. Sedaj pa bi vas prosil, če lahko preberete prvo pesem, ki ste jo izbrali. Z velikim veseljem in čast mi je, da ste moji bralci. Drži mikrofon.
Naslov pesmi je Vest. Mar si jo magala, si se utrudila od dobrot, ki tebe, staro vrednoto, kličejo v trdnjavo brez oken, brez žarkov, dok vsi je brez nadel, brlogi obljub, strohnele v čakanju resnice. Tavaš skozi zabuhlo rdečilo, pričakuješ toplino, zgubljeno v strasti, pohlepu, zavisti, lažin. Ali si se izgubila? Ti, večna jasnost razuma, ki jo ljudstvo imenuje vest človeka. V Ljubljani 28. septembra 1977. leta. Sprava. Prižigam oljenko. Poletno popolne tone v zamiku sončnega sija. Bledikav plamenček pogleduje skozi okno in pozdravlja plamen sveče na sosednjem. Sonce kloni in noč skrivnostno stopi v mesto in seče se v vencu sveč za žive in ubite. Vonj kadila polni temo spoštljivega molka do sinov v strašnih taboriščih in razpadajočih teles v skupinskih grobovih, blatnih trupel v vodnjakih in goščavah. Prižigam oljenko in sklikam. Nečastno je kot znamenje nositi lobanjo, obglavljeno telo polagati v Božje naročje, teptati sadove pridnih, poštenih rok, radost otroku s solzo in strahom zamenjati, materino mleko s trpljenjem in žalostjo sušiti, mladosti kopati v prezgodnje grobove. Klečim pod vrlečo dušico oljenke, prosim usmiljenja in odpuščanja. Pozivam spravi in molim za pokoj duš in mir rojenim. To je pa bilo Ljubljana 24. novembra 1991. Neurje. Požgane so hiše, posekana stebla, porušen zvonik. Nevihta ruva korenine, strela razbija ognjišča. Le tvoja beseda lahko neurje v vetriču miri. Samo tvoj duh stiša grmenje in tvoj dih vdihne toploto v zloti človeških src. Pula, 19. junija 1994. Lepa hvala za vašo potrpežljivost in hvala za besedo. Najlepša hvala. Torej, to je ta pesniška zbirka. Če vas zanima, jo lahko kupite pri prijaznem gospodiču Kristjanu. Z veseljem vam že maha. Tako, sedaj gremo pa k mladinski literaturi. Naša urednica Meta, še preden je postala urednica, je bila prevajalka. Prevajalka je še vedno, ampak sedaj je tudi urednica. In takrat se je lotila prevajanja odličnega mladinskega romana Nebo je meja. In mislim, da bi bilo lepo, da tudi poslušamo njeno mnenje, da nam pove, kako je bilo prevajati ta roman, kakšne občutke je ob tem imela, seveda, kakšna se ji zdi zgodba. Namreč drugega avtorja tukaj nimamo kot prevajalko, kot avtorico, ne? A je tako, Meta, da za prevajalca tudi pravimo, da je avtor? Da je na pol avtor, čeprav je to kar drzna izjava. Ne vem, če bi se gospa Francesca Casadei, ki je avtorica tega romana, najbolj strinjala. Upam pa, da sem čim bolj zvesto prevedla to knjigo in da bi bila zadovoljna. Res sem predelala kot prevajalka in pravzaprav zdaj po približno pol leta uredniškega dela opažam pravzaprav tudi nekatere podobnosti
Pri obeh procesih, če lahko tako rečem, gre pravzaprav za veliko odgovornost. Prej je bil omenjen odnos med avtorjem in bralcem. Lepo je gospa Milanka izpostavila ta odnos. Torej, kot prevajalec se znajdeš med obema in zato govorimo o odgovornosti. Namreč zvest moraš biti tistemu, kar je zapisal avtor, hkrati pa moraš imeti v mislih tudi bralca, ne? Tako da po svoje je to nehvaležna naloga, hkrati prinaša toliko lepega, ne? Prinaša raziskovanje, poglabljanje v besedilo, potem pa, hvala Bogu, ne? Prinaša tudi sodelovanje z urednikom, ki potem pove svoje mnenje. No, tukaj v tem primeru sem res da opravila obe nalogi jaz, čeprav sem prosila tudi kolege za kakšen namig pri branju, za kakšen nasvet. Upam pa, da sem nalogo dobro opravila. Gre namreč za izjemno lep mladinski roman. V tej poplavi mladinskih romanov in del na področju mladinske književnosti je pravzaprav ogromno, ne? Prava poplava teh del je in žal je včasih težko izločiti oziroma videti tisto, kar je res dobro. No, tukaj v tem primeru pa gre za zgodbo, ki je zaradi svoje teme zelo aktualna. V njej se namreč prepletajo teme, kot so ranjenost mladostnikov, težave v družini, sama bi celo temu rekla neslišanost v odnosih, tako med starši in otroki, kot med samimi mladostniki. Potem pa celo hujše stvari, ki so žal del tega današnjega sveta mladostnikov, to je spletno izsiljevanje in izločevanje na podlagi ekonomskega in socialnega statusa. V tem romanu spremljamo 4 mladostnike, ki se iz osnovne šole, ki so pravzaprav na prelomu iz osnovne v srednjo šolo, v Italiji se to zgodi že pri 11 letih, ker imajo malce drugačen sistem, pravzaprav soočijo z nekim novim okoljem, kar, kot veste, ne, za mladostnika vedno prinaša določene strahove. Torej, vsak na svoj način se soočijo s to novo situacijo. Vsak prinaša v sebi določeno bolečino. Ena od protagonistk se sooča z ločitvijo staršev, drugi smrtjo dedka, tretji je ranjen zaradi tega, ker ga ne sprejmejo zaradi njegove teže, izgleda. Potem pa imamo tudi primer dekleta, ki je zelo egocentrično in pravzaprav deluje rušilno v odnosih. Skratka, preko nekih nenavadnih znakov na klopi, ki jih odkrijejo na 2 klopeh, če na hitro povem malo o vsebini, se ti otroci med seboj zbližajo in tudi spletejo zelo lepe odnose. Delujejo pa ti hieroglifi tudi kot nek zanimiv mehanizem za bralca, in tudi meni so bili težavni, kajti bili so pravzaprav, tule jih imamo tudi na naslovnici, bili so vezani na italijansko besedilo, ki se je potem v slovenščini tudi moralo lepo prebrati, tako da sem jih morala sama ponovno narisati in potem kasneje tudi ponovno narisati vse, kar je bilo na tisti klopi. Ampak skratka, to je zelo pomembno, da štima, če rečemo tako v narekovajih, ker je pravzaprav del zgodbe. Zdaj bi pa omenila še dodatno vrednost tega romana. To je pa pravzaprav vzporednica, ki jo avtorica Francesca Casadei zariše med sodobno književnostjo in klasičnimi deli. Namreč v tem romanu je kar nekaj izsekov iz Iliade in avtorica želi s tem tudi sporočiti, kako se pravzaprav lahko tudi v tem času neko klasično delo bere zelo aktualno.
čeprav je bilo napisano toliko let nazaj, pravzaprav problemi ostajajo isti. In se mi zdi, da to daje temu delu neko dodatno vrednost. Avtorica se tudi sama sicer trudi kot profesorica književnosti, da povezuje književnost in vsakdanje življenje, kjer se le da. Tako da se mi zdi, da je s tem to zelo lepo uspelo. Je pa v tem kontekstu tudi izbrala uvodni citat, ki zelo jasno pove, oziroma že pred branjem izrazi to idejo. To je pa pravzaprav misel Karla Boja, italijanskega pesnika, ki pravi: jasno je, da si književnost in življenje ne moreta stati nasproti. In pravzaprav je to njeno vodilo v življenju, ki ga je zelo dobro upoštevala tudi v tem romanu. In kljub temu, da je za mlade, ga bi priporočila tudi starejšim. Je zelo prijeten in zaradi vseh teh idej, ki so zelo aktualen in meni je bil zelo pri srcu, tako za prevajati, kot kasneje za urejanjem. Hvala, Meta. Imam pa še eno vprašanje. Obe z gospo Milanko sta omenili odnos med avtorjem in bralcem. Jaz kot literarni zgodovinar pa teoretik imam tukaj eno zelo veliko in pomembno vprašanje. Namreč Roland Barthes je dejal, da s tem, ko avtor knjigo da od sebe, torej bralcu, ko jo ponudi, avtor umre. Namreč šele smrtjo avtorja bralec lahko zaživi. Kako gledaš na to pri prevajanju? To se pravi, ta famozna izjava avtor je mrtev. Pravzaprav se bo mogoče grdo slišalo, da se sama čisto ne strinjam. Razumem, kaj je želel povedati, ne? Besedilo naj bi govorilo samo zase. Jaz mislim, da je to res, vendar se mi zdi, da avtor ta delček samega sebe notri. Jaz mislim, da je želel povedati to, da ko napišeš, opraviš svoje delo in potem na besedilo govori samo zase. Tako, deloma se strinjam. Jaz mislim, da še vedno med prevajanjem je ta odnos treba imeti pred seboj, ampak seveda je to stvar vsakega prevajalca, po mojem mnenju. Kaj pa tista druga famozna izjava, da se v prevodu marsikaj izgubi? Ja, v prevodu se res marsikaj izgubi, ampak odvisno za voljo česa, ne? Ker vedno je treba tu iskati nek kompromis med, še vedno bom rekla, ne, med avtorjem in bralcem. Po svoje upoštevati, kaj je želel povedati avtor, po drugi strani imeti pred seboj bralca in hkrati ohraniti zgodbo v svojem bistvu. Torej, pravzaprav gre za zelo zahtevno nalogo. Torej, prevajalec je avtor. Do tega si me želel pripeljati. Na nek način je, samo če rečem to na glas, se mi zdi kar malo drsno. Lepo, da si tako gledaš name. Zdaj pa boš predstavila strip. Tako je, ja. Na naše police je pred kratkim prišel izjemno prikupen strip z naslovom Mali vitez. Zagotovo ste ga že videli tamle pri blagajni in najbrž tudi v izložbi. Napisal ga je moj današnji gost, gospod Juan Jovančič, pri tem pa mu je pomagal tudi njegov sin. In sicer prej ste mi povedali z barvanjem. Ja, z barvanjem. Predstavljam si, da je tudi to kar zahtevna naloga. Ja, seveda, zdaj recimo imamo računalnike za barvanje, ker strip je, bi rekel, dobro izgleda z računalnikom. Ker če vse na roko delal, recimo s presom, kako smo takrat delali, ne vem, 20 let nazaj, je bilo ogromno dela in s tem je malo lažje, ampak vseeno se mora vse narisati in pobarvati. Tako da vam je zelo pomagane z barvanjem. Vsaka sličica pobarvati je kar nekaj dela. Si predstavljam, da je zelo zamudno. Ja, je.
No, vi ste pri naši založbi pred 3 leti že izdali en strip, Friderik in Veronika, ljubezen celjskega grofa. Zdaj, ko ste se odločili iti tokrat v malo bolj srednjeveške vode, naslov vašega stripa je Mali vitez in poveva lahko, da se dogaja na Ljubljanskem gradu. Ja, seveda. Mogoče poveste nekaj o zgodbi, da bodo naši obiskovalci na hitro tako izvedeli, zakaj gre in kdo je pravzaprav glavni junak. Prva stvar, ki moram povedati, je, da to je bilo mišljeno kakšno narisanka, ampak projekt ni šlo, ker ni bilo subvencije, bi rekel. In sem rekel, bom pa strip naredil. In jaz sem zaljubljen v srednji vek. Sem rekel, moram nekaj narediti v Ljubljani. Jaz prihajam iz Argentine, tam nismo imeli srednja veka, rekel, ni bilo. In ker bi v Slovenijo in bi integriral domovi in vse te stvari, sem rekel, da smo tukaj 100 in že 15 let živim tukaj v Sloveniji. In sem začel s stripom delati, z risankom. In pridem do Malija viteza, zato ker sem rekel, moram narediti tega fantka, da hoče biti vitez in da živi na gradu. Ampak kako to naredim, da živi na gradu? Sem se pa tako zmislil nekaj, ja, mama je celo dobre slavice dela, oče je najboljši kovač v Ljubljani in tako da grof hoče, da živijo na gradu. Tako da Vinko živi na gradu. In pol spozna Zmajčka, spozna Urško, čarovnico, spozna pornega moža in tako. Zakaj pa to? Ker sem bil v knjižnic in vidim eno knjigo Stare ljudske slovenske zgodbe. Wow! To me pa zanima. To pa moramo vključiti v knjigi. Vse te like. Imamo Krpan, imamo Klepca, imamo Ajdo, imamo veliko stvari, ne? In to počas bom dal noter v knjigi. Tako da. Aha, zdaj ste že malo napovedali, da se še obetajo dogodivščine, kaj ne? Misleno je bila kakor serija, pa bomo videli, kako bo to sprejedlo, ne? Kako je sprejeli in bomo šli naprej, če se bo dano. Upam, da ja. No, zaenkrat so odzivi zelo lepi. Bi pa pa vprašala, preden nadaljujemo v to smer še to, kje pa vidite, glede na to, da ste se odločili za ustvarjanje stripov, kje pa vidite prednost tega žanra? Kaj vas pri njem privlači? Dobro, kadar rišem strip, moram tudi nekaj narisati. In je tako važno besedilo in zgodba, kakor risba. In se vključijo obe stvari. Večkrat nič ne piše, so samo narisano in kadar eden bere, kakor en film del. Se predstave, kaj se dogaja. Ne? In to mi je zelo všeč, tudi za otroke, ker kakšni ne berejo radi knjige, ampak stripa bojo brali, zato so slikice. In se mi zdi, da to gre. Ne? Predstavlja pa najbrž velik izziv to, da se izrazi oziroma sličice potem ujemajo s tistim, kar napišete zraven. Kako pa to poteka? Si predstavljam, da najprej, oziroma ali najprej narišete, pa potem dopišete, ali najprej imate v glavi, kaj boste napisali, pa glede na to narišete? Ne, ideja je prej v glavi, kaj se bo dogajalo, ne? Ampak ne pa točno vse. Zato začnem risati in potem se nekaj zmislim vmes, pa rečem, to je pa fajn, da dodam. In potem imamo 30 strani in zratejo 40. To tudi malo improvizacija je vmes. Ker se ne zdi, da bo šlo, ampak začetek in konec to mora biti. To je treba upoštevati. To je treba upoštevati, ja. Koliko je pa vmes, pa potem odvisno malo tudi od navdiha, ne? Ja, seveda je. Pa tudi se malo pogovarjam s sinom, ko on barva in reče, kaj pa mislite, če bi tako naredili? Ja, fajn bi bilo, pa še on nekaj doda. Pa tako da skupaj delajo, in rata, ne. To je tudi lepo, da je skupno delo v družini, ne? Ja, ker to doma delamo. Kaj pa mogoče, če smem tako vprašati, kaj vas pa žene pri ustvarjanju? Zame najboljše ustvarjati. Jaz vedno ustvarjam. Tudi jaz nisem kipar, pa kiparstvo mi je tudi všeč. Tako da bom nekaj ustvaril, dobro, bom naredil tega Vinko, to bom naredil Zmajčka. Bom napisal ta strip.
pa se druga stvar zmislim, ne vem. Zdaj sam Maurice nekaj rišem in tudi tam nekaj zmislim, preprosto naredim in jaz, to zame... Ustvarjanje zaradi samega ustvarjanja. Ja, prav se rekla. Kaj pa, predstavljam si, da imate v mislih tudi bralca? Ja, seveda. Jaz, kar nekaj naredim, tudi testiram to in dam drugim, da berijo nekaj, kaj se nazdim, tam vidim nekako gre. In koga ste imeli v mislih? Bolj mlade kot bralce? To je za zgodbe, ne? To je za mlade, ki je smešna zgodba, ampak če odrasli berijo, se bi tudi smejali, ki so kakšne stvari noter, tudi za njih. Tako da... Že sami liki, ki jih izberete, so pravzaprav klasični, tako da si mislim, no, meni se zdi, da nagovarjajo tako mlajše bralce, tiste, ki pravzaprav takoj, ko začnejo brati, posežejo po knjigi, kot tiste malo starejše. Še ena stvar bi rekel. Jaz vidim, da otroci ne poznajo svetelike. Uršula dobro, ta čarovnica tam v Cerknici. Ampak če rečem, na primer, Kamniška Veronika. Ne vem, ja, nisi videl grb od Kamnika. Kdo je tam na grbu? Boš videl. In mene zanima, da dam te like noter, da ga otrok nekaj vidi, da je vpraša. Mama, kaj pa je to? Kdo je to? Kdo je to mladi Krpan? Ker bo mlad, to so vsi otroci. Ja, čakaj, pa Krpani poznajo, pa recimo. In mama rekla, Krpani pa to, bo pa dala knjigo od Krpana. In to se bo tako zanimali otroci. Mislim, da je v redu to. Absolutno, ja. Hkrati pa je potem lahko strip tudi ključ do razumevanja, ko ste ravno omenili grb. In otrok hitro povezuje, ne? Imam tudi to, ta strip od te Veronike. Je polovico kača, wow. Ja, je nekaj čisto posebnega, ne? Ja, zgodba je čisto kratka, ampak rekel, ja, ampak se lahko to doda, se tako naredi, zakaj pridejo do te razvaline, ki je dona noter, tam in zaklad in tako naprej. Absolutno ima svoj potencial. Bomo zelo veseli, če preselite. Nekatere zgodbe so kratke, ampak so zelo bogate. Res, so bogate. Mene zelo zanima to, ne. Če mene zanima, kako nam bo zanimalo otroka, ne. Točno tako. Ja. Zdaj pa še eno vprašanje z mislijo na starše, ki kupujejo stripe. Zanima me, kaj menite, na kaj mora vsebovati kvaliteten strip, na kaj ne bodo starši pozorni, ali pa tudi vzgojitelji, učitelji, ko predlagajo otrokom strip v branje. Mislim, tako sem prej rekel, ne? Da otroci poznajo te like na eno smešno zgodbo. In če bo oče imati to prebrali, se bo tudi smejali in bojo vedeli, zakaj se gre. In meni se zdi, da to funkcionira, ne? Da funkcionira kot celota. Ja. No, najbrž pa tudi na ravni tematike, si mislim, ker je zdaj res poplava tudi na tem področju, oziroma ponudba je zelo široka. Ste že vse rekli. No. Ja, dobro. Strip je res, če povem še takoj svoje izkušnje, ko sem ga brala, res nekaj posebnega in kot sem že prej omenila gospodu Juanu, nekaj, kar lahko vzamete, ko greste tjale gor na Ljubljanski grad in potem preberete tam v miru v tišini parka ali pa seveda podarite kakemu nadobudnemu mlademu bralcu. V zadnjem času oziroma v tem mesecu pa sta pri naši založbi šli še 2 slikanici, se pa zdaj stelimo še naravno malo bolj, še malo mlajše bralce. In sicer Kapljica Aja, ki jo je prevedla, in to zelo mojstrsko, gospa Nives Vidrih, ki se je za danes žal opravičila, pa jo bom tudi sama na kratko predstavila. Se mi pa zdi smiselno, da mogoče kar preberemo en odlomek, ki mi prosila Kristjan tebe za branje uvodnega poglavja in pa bomo potem rekli še kaj na to temo. Aja iz nebesnega ribnika. Ime mi je Aja in živim v ribniku na robu gozda. Od enega brega do drugega je prav lepa razdalja.
Kralj Vladimir mora 150krat zamahniti s plavutmi, preden priplava na drugo stran, pa je od vseh 5 rib v ribniku največji. Tudi najstarejši je in najmodrejši in pozna odgovore na vsa vprašanja. Nekoč sem ga vprašala, kako je mogoče, da vse ve, ko pa ni nikoli pomolil škrk iz našega ribnika. Odgovoril mi je: to so mi povedale vodne kapljice, te pa vejo vse, ker so prepotovale ves svet. To pomeni, da bom tudi jaz nekoč spoznala ves svet in bom poznala odgovore na vsa vprašanja, sem se razveselila. Pa veste zakaj? O sebi sem vam pozabila povedati najpomembnejše. Ime mi je Aja in sem vodna kapljica. Našemu ribniku se reče Nebesni. Ko sem bila majhna, sem mislila, da je ime dobil po nebu, ki odseva na gladini. Zdaj pa že vem, da rečemo, da je nebesni vsak, ki nima lastnega izvira, ni del potoka ali reke in se polni samo z dežnimi kapljami. Ko mi je kralj Vladimir to povedal, sem navdušeno pohitela k mamici, gospe Kapljici in kočku, gospodu Kapljici, da bi se pohvalila, kaj vse sem ugotovila. Jasno je, da brez nas, vodnih kapljic, ne bi obstajal noben ribnik ob gozdu. Kje bi živel kralj Vladimir s svojimi prijatelji? Kam bi iz ploščatega kamna skakal zeleni žabec Robert? In kako bi lahko brez vode shajala Loče in Rogos? Sem radostno razlagala. Ne napihuj se kot nižinski urh, sicer se boš razpočila, je rekel očka gospod Kapljica. Res pa je, da nosijo kapljice veliko odgovornost in da bi bile vsemu kos, se morajo naučiti veliko stvari. Zato je skrajni čas, da začneš hoditi v šolo. Hura, sem rekla in bila res vesela. Niti sanjalo se mi namreč še ni, da ne bom samo hodila v šolo. V šoli je treba biti tudi pozoren in delati naloge. Prav tako se mi ni niti sanjalo, da v šolo hodi tudi kapljica Daja. Hvala lepa. Najprej ste že sami opazili, da je nova slikanica Alene Morenštajnove, ki jo sicer poznamo po romanih za odrasle, ki so bili tudi prevedeni v slovenski jezik, zelo hudomušno napisana, vendar kljub temu, da gre za zabavno zgodbo kapljic, ki se spoznajo, začnejo hoditi v šolo, naletijo na težave, jih skupaj rešujejo, nosi tudi zelo pomembno sporočilo in sicer ekološko noto, če lahko temu rečem tako. Pravzaprav govori oziroma prenaša tudi to sporočilo, kako zelo pomembno je, da pazimo na vodo in otrok pravzaprav preko zgodbe spoznava tudi to. Poleg tega pa v zgodbi sreča različne pojme, ki jih sicer spozna že v osnovni šoli. Slikanica je primerna za otroke, ki so že sedli v šolske klopi. Ti pojmi pa so potem ob strani tudi na malo bolj nagajiv način omenjeni in dodatno pojasnjeni. Žal mi je, da ni tukaj gospe Nives, da bi še malo več povedala o izzivih, na katere sva naleteli, ko sva ona kot prevajalka, pa potem jaz kot urednica. Te izzivi so sedaj rešeni, no in slikanica se zelo lepo bere. Zaključila pa bi še z zadnjo slikanico Medvedka s knjigo. Ta pa pravzaprav je nekaj posebnega zaradi tega, ker otrokom posreduje moč knjige. Čisto na kratko bom predstavila. Medvedka je glavna junakinja te slikanice in neke noči začuti željo, da bi spoznala svet.
Kot sopotnico si seboj pod šapo vzame knjigo Za bistre medvede, v kateri se skrivajo različni nasveti, ki potem kasneje na poti tudi pridejo prav. Tako pravzaprav ta njena knjiga deluje kot ključ do novih prijateljstev, namreč ko sreča različne živali, ki imajo težave, različne zdravstvene težave, v knjigi poišče nasvet. In na koncu, ko prepotuje že v svet, to boste potem sicer sami odkrili, ko boste prebrali, ugotovi, kje je zares njen dom. Tako, samo toliko, da malo vzbudimo radovednost. Mogoče še kakšna zaključna misel, Jernej? Kot ste ugotovili, je naša urednica zelo navdušena nad slikanicami. To je pa res. Tako da upam, da je kaj te svoje navdušenosti prenesla tudi na vas. A je? Vsaj malenkost. Je, ok, super. Torej, danes smo predstavili zelo različne knjige. Vse so kvalitetne, na vas pa je, kaj boste izbrali zase za domov, če sploh kaj. Vsekakor vam svetujem, da kaj vzamete. Sedaj pa je čas za vaše vprašanja. Imamo namreč 3 ali avtorje, ali prevajalc, ali prevajalko. Tako da lahko vprašate, če vas kaj zanima. Boste vprašali? Ja, ne, sej. Glede, jaz za slikanice moram povedati, da so mi vnuki že malo odrasli, reč bi bil zelo zainteresiran. Moram pa ne postaviti na vprašanje gospe Dragarivi, midva sva že nekaj sodelovala, bom rekel, odkot ima toliko volje in moči, da te stvari izbere. Namreč že pri dokaj zahtevni literaturi, ki smo jim mi v nekih zgodbah, je ona nam to pomagala. Bom rekel, je pa vse, tudi ko sem bral te njene pesmi iz prejšnjega svežnja teh literatурnih prispevkov njenih, sem razbral, da je nekje neka osebna bolečina prisotna. Zato bom z veseljem vzel tole drugo knjigo, da bom videl, pravzaprav, a je to potrjevanje tistega, kar sem že prej ugotovil, ali me pa Milanka zdaj popravila. Že lepa hvala. Vidim, da je najno poznanstvo res globoko in je rodilo enega velikega saduja, to je premišljevanje o avtorici. Kdo pa nima bolečine danes? Vprašanje je, če smo zmožni sprejeti bolečino, živeti z njo in se zavedati, da smo dolžni to življenje doživeti do konca. Pa karkoli se zgodi, sprejmimo to, odločno sprejmimo in naj nam bo vesel doživljenja tista pot, po kateri hodimo in moramo hoditi. In v najhujši bolečini bodimo pokončni. Bez tega ne gre. Če se sam sebi smili, človek potem ne more ustrajati. Ob tem pa, da bi preživel bolečino, ki je včasih res nedoumljivo huda, je to vera v Boga, v lepoto življenja, srečanje ljudi. Vedno mislimo, naša bolečina najhujša in naše trpljenje največje. A ni res? Vsakemu je njegovo trpljenje največje in vsak misli, poglej, ni pravice. Ni res. Čakamo. In tudi molitev, ko sem srečevala ljudi, pa pravijo, toliko molim pa nič. Veste, mogoče je ta in verjetno je ta molitev bila potrebna za kakšnega drugega človeka,
ki je v večji stiski. Zato moje vodilo življenja je imej rad življenje. Nobenemu ne zameri, nobenemu ne vrača njegovo žalitev za svojo, ker se potem spušča na nivo tistega, ki me je prizadel. Odpuščanje je tako vredno ne samo za tistega človeka, ampak za me. Ker če ne bi odpuščala ljudem in želim vsem dobro, potem bi res bila tako obremenjena, da v mojih zdaj pohodih po 85 letno ne bi mogla ostati tako močna, da prestanem vse in toliko volje imeti in ta navdih vzeti kot eno veliko nagrado in dar. Če pa je dar, je treba negovati, skrbno negovati in izpolniti tisto, kar je dano. Vsem tem pa zame je spodbuda za življenje, ko grem v naravo in občudujem to prečudovito stvarstvo. Pa zakaj bi ga jaz izigrala? Jaz ga spoštujem, uživam v njem. In brez veselja ne more človek biti srečen. A sreča je tisto, ko človek čuti, da je nekaj ustvaril, nekaj naredil, nekomu dobro naredil, pa naj bo to beseda, obisk, tolažba. A res, in to je celota življenja, ki ga živim, o vsem tem, kar mi je prineslo, dobro in manj dobro. Ampak sem prepričana, da to trpljenje, ki sem ga preživela in kaj bo še prišlo, me je utrdilo, da živim naprej in vsak je dolžan skrbeti za svoj ponos. In ta ponos je v meni. To, ker sem mati, ker sem Božji otrok prvo. Kako bi izneverila ta intimen pogovor z Bogom? Ker molitev kaj je? Pogovor otroka in Boga, očeta. In živeti v tem prepričanju, živeti je lepo, zato ker je življenje dar, me drži po konci in vztrajam, kot vidiš, vztrajam še vedno, trmasto. Lepo je živeti. Hvala vam in bodimo veseli, da smo in dokažemo, da smo. Bodimo pokončni in dolžnost vsakega je pazi na svoje dostojanstvo in ponos. Zato ne dovolim in tudi nobenega ne prizadenem, ker spoštujem vsakega toliko, kot dovoli, da ga spoštujem. Lepa hvala, Jože. Bog živi. Še kakšno vprašanje za, da sem želel reči naše druge dva gosta, ampak se metajo v bistvu danes voditeljica, pa še gostja. Tako da imate še kakšno novo vprašanje za njih dva? Nina? Ne. Ok, Meta, katero delo ti je bolj všeč? Delo prevajalke ali delo urednice? To je zelo nehvaležno vprašanje, ne? Ne? Samo vprašanja so nehvaležna. Resnica je v tem, da je vsako po svoje lepo. Tako da tu res ne moram govoriti, da je eno lepše od drugega. Vsako ima svoje prednosti, svoje čare, no, bom raje tako rekla. Vsako ima svoje čare in to je primerjati nemogoče. Pa slabosti? Slabosti, tudi kakšno, ampak več ima prednosti in več ima čarov. Super, hvala. Ja. Te pa še za gospoda. Ali ste mogoče prebirali tudi stripe gospoda Mikija Mustra? Ja, seveda. So vam znani? Vse sem prebral. Ja. Ste dobili kakšno inspiracijo? Ja, to prvo od tega pa je prišlo, je. Je? Ja, to je prišlo, je. Ampak eni Slovenci, ki so hodili v Jugoslavijo takrat in so prinesli te stripe, mi smo to otrok, ne. Ja. Smo to brali, kako je to fajn, ne. Pa še preneste. In smo prebrali. Ste se potem navdušili pri Mustru za ustvarjanje stripov? Ali... Ja, tudi, ja, veliko. Ja. Ker čisto majhnega sem že bral, ne. To mi mama naučila.
Preden sem šel v šolo, mama je naučila brati in sem bral stripe, sem dal mi kupila stripe. In sem že vse prebral, to bi tako fajn. In enkrat sem rekel, jaz bom risal stripe. Mama pa kaj študirati, kaj boš tle. Ampak dobro, ratalo je, ne? Super. Ampak ja, Miki Musto je legenda. Najlepša hvala. Hvala vam, da ste prišli. Vsem skupaj želim lep sončen dan, kljub temu, da sonca zunaj ni, no. Naredimo si ga. Pa še enkrat hvala, da ste prišli. Nasvidenje.